Pozdravljeni, spoštovani gostje in gosti, panelistke in panelisti, udeleženke in udeleženci. Pozdravljen državni sekretar Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo Peter Geršak. Dan odprtih podatkov je mednarodni vsakoletni dogodek za ljubitelje podatkov, ki z uporabo odprtih podatkov povezujejo in gradijo rešitve zapletenih družbenih vprašanj skupaj z zainteresirano javnostjo. Tudi letos ta dan obeležujemo s posebnim dogodkom z naslovom Z učinkovito rabo odprtih podatkov do večje inovativnosti. Dogodek v spletni obliki skupaj organiziramo Stičišče odprtih podatkov Slovenije, OPSI Hub, v partnerstvu s Tehnološkim parkom Ljubljana, DOO, Gospodarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za javno upravo ter Službo Vlade za digitalno preobrazbo. Letošnji dan odprtih podatkov bo sicer uradno zabeležen jutri, v soboto 5. marca in bo že 12. po vrsti. Namen tega dogodka, ki poteka pravzaprav po celem svetu, je predvsem seznanjati in širiti zavest o pomembnosti in vlogi odprtih podatkov za razvoj družbe, tudi v navezavi na podatkovno ekonomijo. Zdaj pa mi dovolite še nekaj informacij, nekaj protokola, nekaj tehnike. Med dogodkom seveda vljudno vabljeni, da postavljate vaša vprašanja kar v klepetu. Prosim vas tudi, da ste potem pozorni na prižiganje in ugašanje mikrofonov. Včasih se nam zgodi kakšna neljuba napaka, pa potem vsi poslušamo vse. Pa še to obvestilo, dogodek se bo v celoti snemal. Dodajam samo, da če bo veliko vaših vprašanj, bodo naši gostje, naši panelisti nanje odgovorili potem po koncu dogodka v klepetu. Tako da jaz predlagam, da nekako kar začnemo. Z govorci smo sicer dogovorjeni, da jih jaz prijazno opomnim, če bi nam čas pobegnil, naj počasi sklenejo svoje predstavitve, tako da to ne bo nevljudna motnja, ampak samo prijazno opozorilo. K uvodnemu pozdravu pa zdaj vabim državnega sekretarja Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo Petra Geršaka. Izvolite. Ja, najlepša hvala. Se slišimo? Ja, se slišimo. Super. Hvala lepa. Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci današnjega dogodka. Kot je že Katja omenila, jutri praznujemo Mednarodni dan odprtih podatkov. Vemo, da so podatki v bistvu predstavljajo ključno sestavino, so tista surova crude oil, surova nafta za gospodarsko rast, konkurenčnost, inovacije, kreiranje služb in seveda vse skupaj tudi v smislu družbenega napredka. Podatki v digitalni obliki se ustvarjajo vse povsod okoli nas. Z njimi je mogoče izboljšati zdravstveno varstvo, vzpostaviti varnejše prometne sisteme, zmanjšati stroške javnih storitev, izboljšati energetsko učinkovitost in njihova ponovna uporaba pa prispeva tudi k pomembnim družbenim ciljem, kot sta recimo odgovornost in transparentnost. Torej, veliko zgodb je narejenih, dobrih zgodb je narejenih s temi odprtimi podatki in tudi Slovenija je del teh uspešnih zgodb. Seveda po zaslugi vas vseh, ki ste tukaj. Torej, podatki, ki jih pa ustvari javni sektor, predstavljajo tako imenovano javno dobro. Koliko ni posebnih omejitev, gre takšne podatke v čim večji meri objavljati kot odprte podatke in to tudi zelo, zelo opogumljamo in bomo v prihodnosti še bolj. In ti odprti podatki so torej na voljo v enostavni in so na voljo brezplačno za ponovno uporabo in zgolj pod pogojem navedbe vira, primer. In tako je nacionalni portal odprtih podatkov, ki ga vsi poznate, OPSI, vodi ga Ministrstvo za javno upravo, je na tem področju ključni pospeševalec razvoja in služi kot centralni nekak katalog podatkovnih zbirk v državi, hkrati pa je namenjen tudi objavi samih podatkov v odprtih in, kar je zelo, zelo pomembno, strojno berljivih oblikah. Pomemben korak je tako s tem bil narejen tudi, da smo na podlagi OPSI portala bolj povezali javni sektor z zasebnim z ustanovitvijo Stičišča odprtih podatkov Slovenije, tako imenovani OPSI Hub. Ta je do zdaj organiziral že številne dogodke, tudi mednarodni, bili so zelo dobro sprejeti
in tudi recimo današnji dogodek je eden izmed njih. In čeprav razumem, nas je precej na tem dogodku prijavljenih in poslušate, kar je super. Pomembni podatki so, pomembni koraki so bili v tem času narejeni tudi na nivoju Evropske unije, Evropske komisije. Slovensko predsedstvo svetu EU je konec novembra 2021 naredilo pomemben korak in sicer uspešno smo zaključili politični trialog za sprejem Evropske uredbe o upravljanju podatkov, tako imenovana uredba DGA, ki je ena od predpisov, ki omogočajo čim bolj široko ponovno uporabo podatkov, ki se ustvarjajo na nivoju Evropske unije. Prav tako je v pripravi, ravno februarja zdajle se je začela ta proces, je v pripravi EU uredba o podatkih, ki bo pa urejala tudi pošten dostop do podatkov, ki se ustvarjajo v zasebnem sektorju in njihovo uporabo. V prihodnosti je pa naš cilj, da na podlagi teh dobrih praks odpiranja podatkov v javnem sektorju vzpostavimo skupni podatkovni prostor za enostavno ponovno uporabo v javnem sektorju, se pravi podatkov javnega sektorja in tudi ostalih, recimo industrijskih sektorjev, ter tako imenovanega dinamičnega, recimo ekosistema, ki bo omogočil, da se izkoristi to moč podatkov za nove rešitve, za inovacije, za dobrobit človeka, za dobrobit družbe, za dobrobit Slovenije. Današnji dogodek je posvečen Mednarodnemu dnevu odprtih podatkov in bomo tukaj tudi predstavili nekatere dobre prakse z tega področja in ostale aktivnosti na tem področju v Sloveniji. Ne morem mimo tega, da ne bi izpostavil napredek Slovenije v Evropi na tem področju, kjer smo po zadnjem poročilu o zrelosti odpiranja podatkov napredovali iz 15. na 19. mesto, torej bravo ekipi. Še posebej dobri smo v delu, ki pa govori o politikah, kjer je Slovenija najboljša v EU, ter tretje v delu, ki govori o kakovosti. Izzive še imamo pri učinkih odpiranja podatkov ter sami funkcionalnosti portala, vendar verjamem, da bomo z pomočjo vseh nas dosegli zelo dobro mesto. Naš cilj je prvo mesto v naslednjih 3, 4, 5 letih. Na koncu bi pa želel izpostaviti eno aktualno zgodbo, ki je nastala na lanskoletnem hackathonu Green Hack. Ekipa Bismart, ki je tudi z nami, je bila zmagovalka enega od izzivov in se je uvrstila med 12 finalistov DJ Edu Hack, ki poteka pod okriljem Evropske komisije in sicer v sklopu Digital Education Action Plan. Vabim vas, da podprete slovensko ekipo tako, da za njo glasujete. Zelo pomembno, lepo prosim vsi od nas, pa še naprej razdelite to novico, da tudi drugi glasujejo. Povezavo bo tim delil v klepetu, tule na Zoomu. Kaj in kako pa je zadeva potekala in kaj so naredili, pa boste izvedeli v bistvu tekom današnjega dogodka. Tako da želim vam lep in uspešen dan. Jaz bom mogel na žalost čez 8 minut iti naprej na druge sestanke, ampak verjamem, da boste uspešno zaključili ta dogodek, da boste veliko informacij izmenjali in vam želim tudi, ker je petek, lep vikend. Hvala lepa. Hvala lepa za uvodni nagovor državnemu sekretarju Geršaku. Zdaj pa k besedi vabim gospo Joano Malčevsko, ki nam bo predstavila ključne elemente poljskega ekosistema odprtih podatkov. Spregovorila bo o prednostih, aktualnih zadevah, ki so trenutno v teku in tudi načrtih za prihodnost. Now I will give floor to Joanna Malczewska from Data Management Department of the Prime Minister's Cabinet of Poland. She will introduce us the key elements that constitute Polish open data ecosystem. She will also speak about their strengths, things that are in the pipeline, and about plans for the future. Mrs. Malczewska, the floor is yours. Thank you. Let me share my presentation. Okay, it's on.
Well, thank you once more for the opportunity to meet you all. I'm, as was being said, a member of Open Data team here in Poland, and it's responsible for implementing, coordinating, and evaluating open data strategy. Let me briefly talk about what are our open data efforts in some of the recent years. Well, the Polish open data strategy is in fact a whole ecosystem of different actors, documents, processes, and projects. And it's, as you can see on this infographic, quite complicated at first glance, but is in fact based, as can be expected, on 3 pillars, like the regulatory one, organizational and institutional one, and technical one. And starting with the most important, most basic elements, the strategy and the strategy document. Since 1916, we've been trying to conduct a coherent, well, we try and we so far succeed to lead a coherent, well thought out open data strategy. And it's based on so far 2 consecutive documents, Open Data Program. The current one for 2021 through 27 is, as can be expected, the continuation of the first one, but after evaluating the results of the old one, we decided to not so much continue, but slightly focus or change our emphasis. We try to, or we decided to put our efforts in the direction of the quality of data rather than the quantity. So even at the expense of the quantity, we decided that quality will be our utmost priority, and we try to put stronger focus on how good practices are used by entities from outside the central administration. So we try to cooperate more with entities like local governments, units, and businesses, reach out to new stakeholders within these groups. Other important goals are things like stimulating the market for cultural or scientific data reuse, and continuing our efforts in the sphere of education and skill capacity building. And well, the second more important element of the ecosystem is in fact the regulatory environment, as can be expected. That's surprisingly, it's a new Open Data Act that implements the directive. But what we achieve and what we think was very smart and timely move is to take the opportunity of this need to implement the directive, and we introduced our open data law as a comprehensive act that regulates all the most important matters within the open data policy. So we gathered all the various provisions from different legal acts that were scattered all around the legal system and put them into the new act. It exceeds the minimum requirements from the directive. It regulates our major strategy document. It regulates open data officers' network that will be discussed briefly later on. We included into it some basic principles. Openness pillars are within the act. We try to use the uniform terminology throughout the new open data law. It regulates standard licensing,
the publishing of source codes that is designed in connection with publishing, in connection with executing public tasks, so well, comprehensive act that together with the strategy is the basis of our institutional framework that we think is one of our strengths, and it's quite important element and quite important success factor in our activities, and the element that constitutes the institutional framework is the network of open data officers that function in all the ministries and central offices. So these are the government officials that form a cooperating network. They cooperate with each other and with us. They have certain duties concerning the policy implementation. So they prepare and execute annual open data schedules. They report on how they implement the strategy. So they have certain duties, but they cooperate with us, and we are their background. We offer them support. We try to meet with them regularly. We offer them extensive training. And we feel that all the efforts put into the formulation of the network has so far paid off, because these are really essential for implementing our policy and implementing our strategic goals. We try to build a open culture in Poland, and we try to go beyond central administration. So we try to reach to different stakeholders groups, and our main partners at the moment are local governments, as I mentioned before. We try to encourage them to publish their data on our central portal. We try to meet with them regularly, and as was the case with open data officers, we try to offer them opportunity to build up their competences and acquire ability for opening data. I will just try to mention briefly to our recent initiatives. We co-authored textbook for city officials on how to manage city data and how to make them more useful and more open. We offer them, as you can see, also the data opening good practice guide. This is the basic textbook on how to start building the open data system within an organization. And as we've been participating in various educational projects for governments, for local governments for several years, and we've been gathering a lot of experience and knowledge on what are their needs and what are their capabilities. This year we decided it's high time to offer something ourselves. So we are currently preparing our very own courses and open data classes for cities and municipalities. Well, as a result of all these actions towards local government, they publish a lot of the data at our open data portal. So the portal is, well, it's the heart of our ecosystem. It's our central access point, as can be expected, to the open data in Poland. We are constantly building up the functionalities for the benefit of publishers and data reusers, but the portal is also our database for educational materials. It has a great educational value.
because this database offers materials for both experts and beginners. We publish reports for proxies. We publish various materials of data openness. We have the manuals for different stakeholders on how to open various kind of data. We have video tutorials and self-taught materials dealing with basic issues like open data benefits and open data values, and more complex issues dealing with different open data formats and reformatting the data to make it more open. As might be obvious from the things I said so far, we put a great effort into the education, and it pays off. So we will probably do it still, because building up skills and doing it constantly in a consistent way, and teaching people how to open data and how to use the potential of open data is very important element of our success story. We are trying, what we are trying to do is to build a sort of community of practice, to have a community of practice among our open data officers and officials that work directly with them. And we're trying to expand this community towards the local government officials, to make this expert and these practitioners our ambassadors and enthusiasts of open data. This capacity building is, of course, supported by trainings and by courses. One of our recent projects that we concluded last year is Open Data Academy. This is a set of very extensive 3-month courses on various issues, starting from very basic, what open data really is, through complex legal, technical, and soft skill classes. Mrs. Malczewska? Yeah. I am kindly Yep. giving you a sign to Yes. maybe go to conclusion. I'm very sorry, but you have maybe 2 minutes left. So yeah, no problem. Just a kind warning. Well, this is Open Data Laboratory that offers our officers and ourselves, our Open Data team, various materials on research and surveys that help us to evaluate our policy. Here is a very important element if we consider open data culture and capacity building and promotional activities through very different media outlets, extensively using the portal and our social media channels. We publish a lot. We are present at various conferences, classes, courses, and events. We have regular international conferences, hackathons, and datatons to accompany it. And at the end of the day, it pays off, because these are our results, some latest statistics from the portal, some data on the publishers, resources, and APIs. We have joined the Open Data Leaders. We are at the 4th place in European Union Open Data Maturity, and it's been making us very proud, and it drives us, give us the best for our future actions. But this is probably what how we at the moment defined our success. These are our visions and our ambitions. This is what we are ultimately trying to achieve at the end of our journey.
And having in mind the success that you've seen how we are defining, these are our challenges. So we see them as related in a great extent to the fact that open data are being part of open database economy, database societies. And we have to embrace the fact that new task awaits us at the end of the day, and some of them will be related to the new European data regulation that are on the horizon. And this probably concludes my presentations. If there are some questions, I'll try to answer them, but feel free to direct them at the address you see on the slide. I'll try to answer them all and satisfy your curiosity. Thank you for listening, and goodbye. Thank you very much, Ms. Malczewska. Let me just say that your questions can be put in our chat, now I would just like to ask my colleague Polona Blaznik if there are some questions. I don't know, maybe if they are. No questions so far. Okay, then thank you once again, Ms. Malczewska. We will continue and I will speak in Slovene, of course. Hvala lepa še enkrat. Preden pa povabim k besedi Jureta Jeraja, mi dovolite samo kratko predstavitev. Jure Jeraj je strokovnjak z področja celovitega upravljanja s podatki v vsebinskem in tehničnem smislu. Danes nam bo spregovoril o podatkovnih prostorih, nastajajočih pristopih za podatkovno vodene inovacije v Evropi. Predstavil nam bo evropske pobude in aktivnosti na področju deljenja podatkov. Sicer pa ima njegova predstavitev naslov Podatkovni prostori, nastajajoči pristopi za podatkovno vodene inovacije v Evropi. Jure Jeraj, kar beseda je vaša, izvolite. Ja, živjo. Zelo lep uvod, hvala. Skoraj že vse povzeto, ampak vseeno se bomo malo pogledali v podrobnosti. Ne zelo, ampak veliko od vzgoraj navzdol. Se pravi, prišli bomo iz vidika, kaj Evropa razmišlja, kako Evropa razmišlja tega in tudi seveda kakšne aktivnosti iz tega področja ima. Zdaj, za začetek mogoče 3 take izraze pa področja, ki sem hotel poudariti danes, za katere mislim, da je prav, da jih imamo nekje v vedenju, da obstajajo. In seveda prva je seveda posebna evropska strategija za podatke, ki je bila sprejeta lanskega februarja na nivoju Evropske komisije kot del EU Digital in na kateri je podlaga tudi v bistvu za financiranje marsikaterih projektov na nivoju podatkov. Evropa se enostavno usmerja v tem, da želi narediti konkurenčno prednost na podlagi podatkov, za razliko od ostalih regij v svetu. Ima omejitve za proizvodom, ima omejitve za čim drugim, nima pa omejitve pri podatkih in tukaj so izpostavili, da je zelo pomembno področje, skozi katerega se v tem primeru bo šlo. Na podlagi tega strategije se je začel pripravljati akt o podatkih, ki je trenutno v sprejemanju, v pripravi, v pogovarjanju, ki bo na nek način podobno kot GDPR za osebne podatke pripeljal neke usmeritve, tudi neke omejitve, neke regulacije na nivoju samih podatkov, ker seveda podatki so lahko tudi nevarni, oziroma upravljanje s podatki lahko tudi nevarnost in na nek način se bo tudi krovno reguliralo ta zadeva. Tukaj zdaj ni skrbi, da bi nekih hudi pogoji prišli, ampak vseeno dobro je, da se pa nekatere stvari regulirajo. In zdaj, kar je meni tukaj pri vseh zadevi najbolj všeč, je seveda izraz, ki ga Evropa v svoji strategiji zelo poudarja in zelo omenja, je podatkovna ekonomija oziroma data economy. Kot sem rekel, v naslednji perspektivi oziroma trenutni perspektivi je to zelo izpostavljena zadeva, tudi močno sofinancirana v to področje. In tukaj seveda, ko se pogovarjamo o podatkih, se pogovarjamo tudi o odprtih podatkih, vseh podatkih in predvsem o deljenju podatkov. In to mogoče zdaj malo podrobnejše pogledamo v nadaljevanju. Zdaj, kako se je nekje evropski podatkovni ekosistem oblikoval, oziroma
zadeva je zelo kompleksna, lahko potem, ko treba priti v izvajanje, smo prej videli na poljskem primeru, kako kompleksni diagrami lahko pridajo. Pa vendarle mogoče bi se začeli z 3 krovnimi in glavnimi elementi, ki so sestavni elementi tega ekosistema. In sicer so podatkovne platforme, to so infrastruktura pravzaprav za deljenje podatkov, infrastruktura za procesiranje podatkov, nek okolje, v katerem lahko potem vsi uporabniki delajo, ker sami podatki po sebi so že v redu, samo če jih moramo obdelovati v Excelu in nimamo orodij oziroma nimamo podpore, da ta zadeva se lahko izvaja, je potem seveda težava. Podatkovne platforme so infrastrukturna zadeva, ki bojo omogočale vse tiste zadeve, da se dobi recimo potem možnost izrabe ekonomske vrednosti iz podatkov. Drugi element so podatkovni prostori, ki si jih lahko predstavljamo kot dejanske hrambe podatkov, ki so vsebinsko in logično nekako vodeni in urejeni. Podatkovni prostori torej vsebujejo podatke v podatkovni platformi in so okolje, skozi katerega se bo lahko delilo same podatke. Tretja zadeva oziroma tretji izraz, tretje področje, ki se omenja, je pa podatkovna tržnica oziroma data marketplace, ki je pa okolje za deljenje podatkov. Se pravi, ko imamo platformo, ko imamo podatke, moramo vzpostaviti možnost, da se podatki tudi delijo. Podatkov bo vse več, podatkov bo ogromno, podatki bo različno segmentirani in navigiranje skozi te podatke bo vse bolj zapleteno. In to je namen podatkovne tržnice, da na neki strani omejuje in malo regulira zadeve, na drugi strani pa seveda omogoča prost pretok podatkov, avtomatiziran prenos podatkov po pravilih, po vseh teh zadevah, zaradi tega, da se ne zapletamo, kje podatek dobiti, ampak da ga lahko takoj začnemo uporabljati podatek. Zdaj, katero smer so, oziroma zakaj so tudi podatkovno ekonomijo v Evropi opredelili, oziroma v katero smeri želijo usmeriti. Opredeljene so priložnosti in so jih opredeljene v 4 različne sklope. Priložnosti za gospodarstvo, priložnosti za prebivalstvo, znanost in tudi za vlade in javne ustanove. Zakaj je to tako razdeljeno? Namen je zato, da se res poudari, da lahko vsak element oziroma vsak segment noter najde. Na drugi strani pa zato, da se ne pozabi na kakšen element, ker je podatek in ko se ga deli, se ga mora vsak videti neko vrednost ali pa neko možnosti pri teh zadevah. Tako da tukaj spodaj sem podal link, in kjer se teh zadev lahko mnogo več prebere. So kar razdrobljene zadeve, so jasno napisane, zanimive stvari in vsi, ki želimo delati na podatkih, je dobro te stvari malo pogledati in dobiti pogled, kako razmišlja, bi rekel, celotna Evropa. Zdaj, na drugi strani, podatkovni prostori. Konkretno, to je vidik iz Evropske komisije, 9 glavnih podatkovnih prostorov, kako želijo podatke združiti oziroma kako želijo predstaviti. Od zdravstva, proizvodne industrije, agrikulture, financ, mobility, Green Deal, Energy, Public Administration and Skills. Na nek način želijo s temi osnovnimi podatkovnimi prostori zbrati podatke iz celotne Evrope in jih kot prve omogočiti za deljenje in za uporabljati naprej zadeve. Seveda, na te se grejo potem osebni podatkovni prostori, komercialni podatkovni prostori, pravzaprav vsi podatki, ki so na voljo za deljenje. In ti podatki bi bili na voljo na podoben način, kot je na primer OPSI v Sloveniji, oziroma je OPSI lahko potem že kar del teh podatkovnih prostorov. Na drugi strani pa seveda, kot sem rekel, infrastruktura, kjer je brez potrebne in z ustrezne infrastrukture se podatki ne bojo niti zbirali, niti obdelovali, še manj pa delili med seboj. Tako da to je neka krovna arhitekturna vizija, v katero smer bojo v kratkem oziroma v prvih korakih šli te evropski podatkovni prostori. Zdaj, kaj se tukaj zares potem še dogaja? Seveda, Evropska komisija tega ne more izvajati oziroma ni v vlogi, da bo aktivno izvajala korake. Iz tega vidika so se kreirale, ustanovile, pojavile organizacije in v letu 2021 se je naredila neka združenja Data Space Business Alliance, ki podpira oziroma združuje 4 zelo pomembne in v bistvu zelo velike organizacije. Sami si med seboj rečejo kar Big Four na nek način. In to je Big Data Value Association, FireEye Foundation, GaiaX,
Evropski oblak in International Data Space Association. To so prva konkretna elementi, kjer bojo začeli z tehničnimi referenčnimi arhitekturami, kako ali pa navodili ali pa usmeritvami, kako se organizirati, kako uporabljati te zadeve. Se pravi, razen Fireware ni tukaj še tehničnih elementov, dajo pa tehnične usmeritve, tehnične koncepte, kako izvajati stvari. Zaradi tega, kako sem rekel, to je tista prvi naslednji korak iz Evropske komisije, kjer pa že lahko se seznanimo z mnogo bolj konkretnimi zadevami. Mogoče na kratko, Big Data Value Association se osredotoča na podatkovno ekonomijo, kako iz podatkov dobiti vrednost, in vsi tisti hackathoni in vse te zadeve, ki načeloma podpirajo tudi Big Data Value Association, ker je to njihov namen, pogled iz vrednosti podatkov na celoto. Fireware Foundation se ukvarja z context brokerjem oziroma z komunikacijskimi vodili, kako narediti primerljive infrastrukture in s katerimi orodji dejansko to izvajati, da bojo zadeve kompatibilne med seboj, imajo svoj open source stack, s katerim se lahko tudi izvajajo zadeva, namenjeno je pa za postaviti komunikacijske infrastrukture. Gaia X je koncept pravil, kako v bistvu vzdrževati data governance oziroma to povezovanje podatkov, kako prijaviti podatke, relacijo med proizvajalcem podatkov, če tako rečem, generatorjem podatkov in porabnikom podatkom, se pravi producer and consumer. Medtem ko International Data Space Association pa skrbi za te shrambe podatkov in gleda v bistvu na to, kako združiti podatke, kako se s podatki jih opredeliti, definirati in tako naprej. In to je... Ja, gospod Jeraj, jaz bi vas samo opozorila, da nam čas ne pobegne, če bi mogoče počasi. Super, hvala. Na koncu. In tukaj, to, kar je bilo tukaj, sem želel samo pokazati, kje so ta osnovna gradiva, kjer si želite, če si želite iz teh organizacij pogledati malo več oziroma prebrati te zadeve. Se pravi, vsaka organizacija ima svoj position paper in tukaj so te osnovni, iz katerega se lahko bere stvari naprej. Tako da, to je pa pravzaprav tudi vse v tej zadevi, tako da vprašanja karkoli na voljo. Zadeva je kompleksna, ampak je pa tudi obvladljiva, če bomo vsi skupaj sodelovali pri tem, tako da vabljeni. Hvala lepa, Jure Jeraj. Jaz se še enkrat vsem opravičujem, ampak dogovorjeni smo, da vas malce pobaram, kadar nam čas nekako začne uhajati, tako da nič slabega, samo da vemo, kje smo časovno. Hvala lepa še enkrat, kot jaz vidim, posebnih vprašanj za enkrat ni, mogoče potem vabljeni bolj po koncu vsega. Predlagam, da kar nadaljujemo. Martin Puhar je z nami oziroma vabljen k naslednji besedi, k naslednji predstavitvi, prikazal pa nam bo uporabnost infrastrukture storitev za prostorske podatke, ki nastaja v okviru EU direktive Inspire. Torej, predstavitev ima naslov Inspire, uporabno, in na koncu je vprašaj, tako da bomo slišali zdaj odgovore, kar izvolite. Ja, hvala, upam, da se slišimo, ko da vidite mojo predstavitev. Vidimo in slišimo. Ok, super. Zakaj tako vprašanje? Ne bom že na prvem slajdu znal odgovoriti, ker verjetno moram malo obnoviti, kaj to sploh Inspire je. To je evropska direktiva, ki je bila sprejeta leta 2007 in se nanaša na prostorske podatke, se pravi na en del tip podatkov, o katerih govorimo tudi v podatkovnih prostorih. Namen, rekel, je bil, da se predvsem zagotovi delovanje oziroma podpora okoljskim politikam že takrat, se pravi, da se zagotovijo harmonizirani prostorski podatki za celotno področje Evrope. Tehnološka izhodišča seveda so bila narejena malo prej, nekje med 2000-2003 in so se oslanjala na pač dokaj znane OGC standarde, ISO standarde, modeliranje v UML jeziku, predvsem se tudi sledijo na XML obliki podatkov. Tehnološko pa seveda gre iz tistih časov še vedno za storitve, ki niso tipa REST, kot jih danes poznamo. Ideja je bila, da vse države izpostavljajo harmonizirane storitve, tipa OGC, VMS, VFS, napisal sem kompleksne, ker gre za malo bolj zahtevne storitve, kot jih običajni uporabniki imamo, za 34 vsebin. Ne za 34 zbirk, ampak za toliko vsebin, znotraj tega pa še cel kup zbirk. Časovnica je bila precej optimistično zastavljena v
takrat še oddaljena leta 2010-2020, danes pa vidimo, da je bila ta časovnica kar optimistična, oziroma da se je države dokaj težko dosegale. No in tukaj zdaj ta, bom rekel, realnost in zaradi teh vprašanj, ki jih imamo tukaj, se tudi marsikdo sprašuje, ali je Inspire sploh dosegel, a je ta pravo, a je to sploh kaj na tem je uporabno in tako naprej. Vsekakor smo ugotovili, da je zahtevnost kompleksna, tehnološka kot vsebinska, zelo visoka, da so bili cilji tukaj mogoče previsoko zastavljeni in prav vse države imajo težave pri realizaciji tistega programa, ki smo ga prej videli. Poleg tega imajo težave ali pa uporaba podatkov tako na strani, oziroma storitev na strani klasičnih namiznih uporabnikov kot razvijalcev je dokazano bila zahtevana. Druga stvar, ki jo lahko pač tukaj ugotovimo, je, da ker je to direktiva evropska, je to neka zakonodajna raven, spreminjanje, prilagajanje, posodabljanje teh dokumentov je izredno težavno, skoraj nemogoče, se zelo težko spreminjajo. Na drugi strani smo se večkrat pogovarjali na različnih srečanjih evropskih, zakaj ta infrastruktura ne ponuja nekih panevropskih produktov iz tega prostorskega področja, recimo, kje imamo recimo lahko register, enoten register naslovov, enotna karta administrativnih enot, katastrski načrt, osnovna karta. Jedro teh snovalcev se vedno oslanja na to, da je to poudarek na infrastrukturi, ki zagotavlja to izdelavo, da sam program pa pač ni imel pač namena tega. Poleg tega se slišajo glasovi iz privatnega sektorja, dajte nam že podatke, format ni toliko pomemben, standardizacija, harmonizacija, za nas ni, če imamo podatke, lahko delamo storitve. Seveda se je pojavila tudi vprašanje, kaj bo z direktivo oziroma z tem področjem, kadar se bo stvar uvedla v prakso in kako naprej. Zdaj, če si pogledamo samo, kakšno je nekako stanje, ne bomo šli za podrobnosti, en del zbirk se nanaša na tako imenovane prioritetne zbirke, to so podatki, ki so vezani na okoljsko poročanje, recimo v Sloveniji gre za zbirke Natura 2000 zavarovano območje, podobne stvari. In tukaj se vidi, kar v zadnjih letih kar nekaj boom na tem področju, lahko rečemo, iz 2018-2022 se je podvojilo število zbirk, ki so jih države prijavljajo v to shemo, pa seveda se je tudi precej povečala nabor storitev, se pravi podatki so neposredno na voljo preko storitev tukaj. Slovenija je tudi na tem področju nekje kar v tem duhu, v letu 2018 smo imeli 4 zbirke prijavljene, pa samo eno storitev, zdaj imamo pa 9 zbirk in za vseh 9 zbirk tudi storitev ustrezno narejene. No, jaz sem mislil še tole imam, napredek Slovenije, na hitro, tu se tudi vidi, da smo tudi mi pohiteli v zadnjih letih, se pravi, če gremo z leta 2019, smo imeli relativno malo storitev pregledovanja na voljo, se pravi samo 11%, pa skladni smo bili po metapodatkovnih, kar je tudi izredno zahtevno, še relativno nizko, imeli smo pa cilje tukaj v modrem pa zelenem, kaj bomo v naslednjih letih počeli. No in te cilje smo, če letos pogledamo, kar relativno uspešno dosegali, se pravi pri storitvi pregledovanja imamo cirka 60% na voljo, kar je malo manj, kot smo bili dogovorjeni, oziroma kakšne smo ciljali, pri skladnosti pa smo uspešni in smo nekako prišli zgornji top nekaj držav, ki skrbijo za to, da so tudi te specifikacije ustrezno podprte. No, jaz sem mislil vam pokazati praktično delovanje oziroma dokazati, da stvar je vedno bolj uporabna na podatkih, ki recimo, da so meni bolj poznani, to so zmijši kataster. Skratka, če smo par let nazaj poskušali dobiti te podatke na ekran, pa povedati po državah, je bilo zelo malo teh storitev, no in zdaj smo za to delavnico smo poskušali dobiti, kje smo in smo bili, jaz sem bil kar presenečen, na ravni Evropi skoraj vse države že zagotavljajo te podatke, saj za vpogled, kar uspešno. Tukaj sem vam dal na ekran pač način, kako se potem v evropskem geoportalu lahko išče. Si boste potem sami pogledali, se pravi, tukaj je naslov, tukaj pa nekak protokol, kako pridemo do teh podatkov. Gremo znotraj tega v Inspire tematiko, parcele, pogledamo, katere zbirke so na vpogled, izberemo državo in tako naprej. Skratka, priti moramo do tega resource locator, oziroma mi to poznamo pod Get Capabilities, opcijo, ki jo potem prenesemo v neko orodje in si lahko pogledamo. Tako da jaz sem zdaj preklopil, če mi bo uspelo, če mi dovolite, v orodje QGIS open source, kjer sem si nastavil tehle, mislim, da je 15
za 15 držav in se bomo sam na hitro sprehodili, pa videli, da dejansko te storitve so zdaj neposredno iz vsake države potegnjene, seveda preko Evropskega skupnega portala in se lahko mirno sprehajamo po državah, vidimo, da imamo pač realizirano zelo podobne oblike teh prikazov, ne, na Obraniču se enako ni, vsak mogoče tudi malo ni sledil ideji, ki jo imamo, ne, poglejmo še naše sosednje države, recimo to je v Avstriji, ne, ki je značilna za to, da ima recimo oblikovane specifične identifikatorje enolične za posamezne zbirke. Gremo pogledati še recimo malo na našo bližnjo okolico. Recimo ta servis od Hrvatov je potreben celo malo registracije, ampak še vedno je prosto dostopen, no pa še pogledamo Slovenijo. Slovenija se mi zdi dobila 12 točk, kot so ostale, tako da ta primer, no, bom rekel, je že kar izgled dokaj dobro dostopnih podatkov, vsaj za vpogled, se pravi, tako da lahko si na karti zarišemo te podatke, seveda, če bi šli pa gledati podatke ali pa ideje za prenos podatkov, jih dobiti k nam, je pa zagotovo malo težje, tudi so dostopni, tudi so na voljo, ampak tako enostavno kot tole, no, ko še jaz znam to narediti, pa ni. Če pogledamo še relacijo Inspire do podatkovnih prostorov, ker pravzaprav Inspire precejšen del terminologije, ki jo v podatkovnih prostorih vidimo, poznane, tole je slika iz prej že omenjenega projekta oziroma iniciative GAIA-X, to je tehnična arhitektura. In če gledamo, kaj Inspire pozna, politike, pravila, standardi, ki so nas podminujo zagotovo, s tem se Inspire ukvarja že dolgo časa, federacije katalogov preko metapodatkovnih sistemov, preko teh dostopnih podatkov, ja. Povezava uporabnik, ponudnik v tem delu compliance tudi in seveda vzlišča podatki in storitve v precejšnji meri, seveda ne pa v standardno, pa v skladu z temi pravili, ki se zdaj postavljajo. Zagotovo Inspire ni tak, da bi kar ena na ena sedel v to arhitekturo, je pa zagotovo se Inspire v zadnjem času, v zadnjem letu, predvsej močno aktiviral, tukaj navajam recimo tele minimalne interoperabilne mehanizme, ki jih gradi OASC, to je Združenje za pametna mesta. Gre za neke vrste orodje za dosego interoperabilnosti in to je seveda tudi del podatkovnih prostorov, ki smo jih prej poslušali. In v lanskem letu je prišlo do razširitve prej 4, zdaj pa imamo 10 minimalnih teh mehanizmov, da 7 se ukvarja z lokacijo in v tem delu se seveda zelo močno že vidi Inspire, oziroma se je očitno stvar začela povezovati, to se pač tudi te dve infrastrukturi bosta šla na koncu skupaj, ne. Seveda pomembno bo tudi ta tehnološka nadgradnja celega geosveta proti REST-API tehnologiji, kjer se tudi Inspire že pogovarja, da bo implementiral to zadevo, tako da to bo verjetno zelo koristno. Inspire pa se seveda vidi kot primer dobre prakse oziroma kot en velik del nalog pri harmonizaciji podatkov in tako naprej je že opravljen in bo dejansko priključen lahko v te zadeve, ne. Če pogledamo še, kaj mi počnemo v okviru horizontalne mreže, ki jo zdaj tukaj predstavljam, se pravi, ukvarjamo se aktivno z standardizacijo podatkovnih modelov za pametna okolja, pametna mesta v sodelovanju z MJU-jem. Pripravili smo, zmanicializirali smo idejo za povezovanje lokalnih metapodatkovnih sistemov z državnim Inspire, ki je v upravljanju geodetske uprave in preko tega povezavo z OPSI-jem, kar je bilo v praksi preizkušeno pa izvedeno za podporo prijavi občin na razpis MJU. Pa govorimo tudi o smernicah za uporabo GIS gradnikov, te so ravno kar pripravi za dosego interoperabilnosti na področju recimo pametnih mest, prav poskušamo dati neka priporočila, recimo v tem primeru občinam, mestam, da kako uporabljati te gradnike. Če na koncu zaključim, da upam, da ne sem bil predolg, a je Inspire uporabno? Ja, ne, je vedno bolj, če pa bo prišel, oziroma če bo šel hitro v korak s časom, pa sploh, ne, če bo ostal na mestu, ker danes potem bo to težava, zagotovo, če se bo priključil v vse te nove iniciative, povezal v arhitekture, potem je ta zadeva ni bila vržena stran in se bo lahko naprej zgradila. Toliko z moje stvari, hvala za poslušanje. Hvala lepa, Martin Puhar, tole je bilo na koncu zelo v časovnih okvirih, sem že hotela poseči, pa ni bilo treba, tako da hvala, ker ste se držali časa. Gremo kar naprej.
Barbara Rovere je raziskovalka z Ekonomske fakultete, katedre za podjetništvo. Njena predstavitev nosi naslov Odprti podatki za odprto znanost. Da ne jemljem časa, Barbara Rovere, kar izvolite, beseda je vaša. Hvala, evo, delim. Lepo pozdravljeni. Je tehnično vse ok, moderatorka? Ok, lepo pozdravljeni, moje ime je Barbara. Jaz prihajam iz znanstveno-raziskovalne sfere in bi rada danes v časovnem okviru 10 minut povedala par stvari o tem, na kak način se z odprtimi podatki ukvarjamo in zakaj se z odprtimi podatki ukvarjamo v znanosti. Sicer je moje področje raziskovalka še ena druga odprta zadeva in to so odprte inovacije in s tem jaz prehajam na mojo prvo folijo. In sicer sem vam želela pokazati tole. Namreč, ko govorimo o odprtih podatkih, mislim, da bi rada v prvi vrsti poudarila, da to ni edini odprt koncept, ki je v zadnjih letih, bom rekla, zelo prodrl. Imamo neke take 3 večje elemente, eni odprta znanost, odprti podatki, pa odprto inoviranje. In jaz sem nekako aktivna na teh vseh 3 področjih in tudi lahko vidim lep preplet med njimi, ki je pa zelo kompleksen, pa ne bom šla v vse te stvari danes, ampak da vam samo mogoče ene par vtisov poskušam pač posredovati, na kak način vsi ti 3 elementi v bistvu sobivajo pa se dopolnjujejo. Se pravi, mogoče tudi že poznate koncept odprte znanosti, ne bom šla podrobno v to, ampak gre enostavno v bistvu za to, da Evropska unija, posebej Evropska unija, bom rekla od leta 2016 približno, je ta koncept odprte znanosti postavila zelo na eno osrednje mesto v svoji, bom rekla, agendi, javnopolitični agendi. In kot vidite, tukaj sem z rdečo, tukaj sem predstavila vam tale koncept na slikci odprte znanosti, kaj vse sem spada. In kot vidite, tukaj sem z rdečo obkrožila tudi odprte podatke. Tako da vidite, da so dejansko odprti podatki ključni moment pač odprte znanosti. In kolegi pred mano so bili zelo specifični, ampak jaz pa bom mogoče naredila en korak nazaj, na tem svojem drugem slajdu in odprla 2 drugi dilemi ali pa pokazala 2 drugi zadevi. In sicer, ko govorimo o podatkih, pravzaprav danes še nismo nič dotaknili tega, o čem pravzaprav govorimo, kaj mislimo s tem, ko govorimo o podatkih. To je prvo. Drugo pa bi vas rada, se pravi iz moje pač perspektive znanstvenice, rada opozorila na razlikovanje, se pravi med viri in tipi odprtih podatkov. Kot glavna vir odprtih podatkov jemljemo javne podatke, o katerih mislim, da je bila danes večina govora, in potem so tukaj raziskovalni podatki. In ta distinkcija med obema vrstama je zelo pomembna, pa boste videli zakaj. Znanstveniki javne odprte podatke pravzaprav že zelo dobro poznamo. Tukaj navajam na tej prosojnici recimo 5 virov, takih klasičnih, recimo, ki so nam vsem zelo dobro znani, in to so dejansko podatkovne baze, ki so izjemno bogate, z dolgimi tradicijami. Recimo, jaz osebno, če vam povem, uporabljam EU Open Data Portal, na katerem so zbrani podatki, ki jih proizvaja približno 70, mislim, da institucij različnih teles znotraj okvira Evropske unije. In recimo podatki, s katerimi jaz delam, so podatki Eurostata, konkretno tako imenovano Community Innovation Survey, se pravi anketni vprašalnik, ki se ukvarja z vprašanjem, ki sledi v bistvu vprašanjem povezanih z inovativnostjo podjetij v Evropski uniji. Ta vprašalnik ima zdaj že skoraj 20-letno tradicijo in jaz tudi recimo moj trenutni raziskovalni projekt bo baziral
na teh podatkih in tudi ti javni podatki so se že zelo, recimo na mojem področju raziskovanja, zelo dobro uveljavili na področju znanstvenega raziskovanja. Tudi tukaj bi rekla, da ta praksa, bom rekla, rabe, se pravi podatkov, izmenjave podatkov, rabe odprtih podatkov v okviru znanosti je zelo lepo, zelo dobro utečena in jo imamo znanstveniki zelo radi zaradi tega, ker nam naše delo močno in poceni in poenostavi in tudi naredi primerljivega z delom drugih raziskovalcev znotraj raziskovalne skupnosti. Bolj triki pa so tako imenovani raziskovalni podatki, to je ta drug koncept. To pa niso javni podatki, temveč so to podatki, ki jih pač proizvedemo raziskovalci kot posameznik na naših raziskovalnih podatkih, na naših raziskovalnih projektih. In tukaj sem pa želela opozoriti na eno zadevo, se pravi, kakšne vrste podatkov, o kakšnih vseh podatkih pravzaprav govorimo, ko govorimo o podatkih, in katere podatke raziskovalci vse lahko predvidimo za odpiranje drugim. Na prvo mesto sem seveda zapisala numerične podatke in to je tisto, kar mogoče, ko o podatkih razmišljamo, v bistvu najhitreje nekako si pač predstavljamo, kaj bi to lahko bilo, ampak to še zdaleč od tega, da bi to bilo vse. Ne bom zdaj vsega brala, saj vidite lepo predstavljeno pred sami na prosojnici, zakaj tukaj gre. Tako da vidite, da gre res za množico podatkovnih virov, ki jih znanstveniki lahko uporabljamo in to znanstveniki tako na področju naravoslovnih znanosti, matematike, kot tudi na področju družboslovnih znanosti, kamor spada moje področje, se pravi ekonomija in poslovne vede, pa tudi humanistike. In potem tretja prosojnica, s katero bi pa jaz tudi se pravzaprav že približala zaključnemu delu mojega prispevka danes, je pa ta. Doslej smo videli predstavljeno zelo, bom rekla, pač neke pozitivne vidike, se pravi odpiranja podatkov, deljenja podatkov, javnopolitična, bom rekla, prizadevanja v smeri odpiranja in rabe, ampak zadeva seveda ni tako enostavna in jaz mislim, oziroma že vemo, da potem da bo v praksi se srečamo z mnogimi v bistvu dilemami. Tukaj pač nekako odpiram tri. Prva so vse vrste raziskovalnih podatkov, se pravi ta drug element z prejšnje prosojnice, ali so vse vrste raziskovalnih podatkov primerne za odpiranje in odgovor na to vprašanje dejansko ne, oziroma treba s tem potem zelo pač upravljati. Prvo je zaščita zasebnosti, posebej takrat, ko raziskujemo, ko so naše enote analize, ko so ljudje, pa tudi podjetja konec koncev. Potem niso primeri, na primer, ko gre za vprašanje nacionalne varnosti in tudi takrat, ko je v bistvu za podatke predvidena nekako vrsta pač komercialne rabe. Potem, kot drugo bi rekla, recimo, je zelo pomemben vidik rabe odprtih podatkov ali pa deljenja podatkov, neoporečnost podatkov. Jaz kot znanstvenica se tukaj osredotočam predvsem na vidik metodološke in teoretične neoporečnosti zbiranja podatkov, se pravi podlage, s katerimi so dejansko ti podatki bili zbrani. Kolegi in kolegice z drugih področij bi verjetno imeli tukaj pač svoj pogled na to, kaj bi zanje predstavljala neoporečnost podatkov. Na tretjem mestu pa bi potem vendarle povedala, da so dejansko odprti raziskovalni podatki, za raziskovalce še precejšnja novost. Danes sem parkrat slišala različne recimo elemente tega principa fair data, se pravi, da so podatki lahko, da se jih odprejo, da so lahko potem učinkoviti, morajo biti, se pravi, findable, accessible, interoperable, pa reusable. In to je nekaj, kar dejansko posamičen raziskovalec zelo težko zagotovi. Dejansko tak nivo kakovosti podatkov je zelo visok in zahteva zelo velik, bom rekla, angažma raziskovalnega tima in dejansko podatke pripravljati na tak način ni enostavno. Vkolikor pa podatki na tak način niso pripravljeni, je potem pa njihova uporabnost seveda vprašljiva. Ampak, in to je moja zaključna misel, ne glede na to, jaz osebno mislim,
da odpiranje raziskovalnih podatkov ni vprašljivo, da je to sigurno zadeva, ki je aktualna in bo vedno bolj nujna. Namreč zakaj? Zaradi tega, ker enostavno vidimo vedno bolj, da viri financiranja raziskovalnega dela, našega raziskovalnega dela postavljajo to zahtevo po odprtosti, in tukaj ne mislim samo recimo na institucije Evropske unije, raziskovalne programe Evropske unije, ampak tudi mnogega števila največjih, bom rekla, globalnih financerjev znanstvenih raziskav, zasebnih financerjev znanstvenih raziskav. Tako da na tej točki bi jaz zaključila. Jaz upam, da nisem, da sem nekje v teh 10 minutah, pa seveda za vprašanje sem pa na razpolago. Hvala lepa vam za vašo predstavitev. Zdaj, jaz kar sproti malo sledim tudi chatu, kakšnih vprašanj zaenkrat ni bilo, tako da hvala lepa za predstavitev, morda po koncu bodo. Je pa v našem klepetu, v našem chatu precej zanimivega se dogaja, namreč sporoča nam Davor, da je slovenska aplikacija iz GreenHacka v finalu, tako da ponovno vabljeni, da glasujete za BeSmart, tukaj je tudi povezava, in pa Aleš Veršič je objavil nekaj zanimivih informacij sproti, ko je imela Barbara Rovere svojo predstavitev. Če vas zanimajo te, bi rekla, povezave na portalu OPSI, na EU Data Portal, o katerem je govorila Barbara Rovere, potem imate povezave tudi tukaj. Tako da sproti je kar nekaj zanimivosti tudi v našem klepetu. Mi pa bomo prešli na primere dobrih praks, ki nam jih bodo v nadaljevanju predstavili naši govorci. To pa bo res izziv, namreč vsak bo imel 5 minut in te minute so res kratke, zato ker gremo na prvo predstavitev. Prva predstavitev dobre prakse bo s področja okolja, in sicer nam bo magister Željko Gudžulič predstavil primer Mestne občine Ljubljana, kjer je bila postavljena pilotna infrastruktura za črpanje podatkov o ključnih vodostajih. Seveda, kot vedno, da ne jemljem časa, Željko, prepuščam besedo, kar izvolite. Super, najlepša hvala, Katja. Ok, bom jaz tole zašeral predstavitev, pa gremo tako naprej. Se vidi, upam, da? Ok, vidi, dobro, hvala. Torej, govorili bomo seveda o senzoriki in tako naprej, ampak bom pa tudi eno besedo povedal o projektu DEAS, gre za program Interrega 4. razpis za vodilnim partnerjem iz Veneto Region. Imamo še partnerje iz Italije, Nemčije, Francije in Avstrije. Projekt se v bistvu počasi zaključuje, se pravi v letošnjem letu nas še pričakuje analize podatkov in priprava strategije, se pravi kot 31.8. Ta glaven partner, ki ga pa absolutno moramo omeniti, je pa Tehnološki park Ljubljana, s katerim smo v dobrem in slabem. V tem projektu namreč ogromno nekih malih stvari, ki so prišle zraven COVID-a, so pač jasno tam, kjer so. Ok, gremo naprej. Je šlo tole naprej. Kot bi tole zmrznili. Aha, pardon, ok, gremo, to je zdaj spet novo vzpostavljena mreža, se opravičujem. Ok, gremo naprej. Torej, splošni cilj in namen projekta DEAS, kot vsi vemo, da je vrednost odprtih podatkov za nove storitve in to bomo pač preskušali skozi te pilotne zadeve. Vloga, ok, preskakujem, tole se opravičujem. Vemo, da je v eri podatkovne ekonomije največ vreden vir in je več nafta, torej govorimo o podatkih. Na področju Alp govorimo o trgu 80 milijonov prebivalcev, ki imajo specifične potrebe po pravočasnih in kakovostnih storitev. Za zagotavljanje teh storitev pa se lahko uporabijo odprti podatki in povezani odprti podatki. Torej, namen projekta pa je digitalizacija javnih storitev, identifikacija odprtih podatkov, s katerim lahko razvijajo nove učinkovite storitve, pridobivanje podatkov s senzoriko in nazadnje strategija. Pa gremo naprej. Torej, v našem primeru smo izhajali iz
konkretnega primera, namreč območje Ljubljana, glede na škodni potencial in pomembno infrastrukturo je na prvem mestu po poplavni ogroženosti v Republiki Sloveniji. Torej, šli smo o preteklih poplavnih oziroma visokovodnih dogodkih, je bilo ugotovljeno, pa da pač obstoječa ARSO mreža ne omogoča ustreznega pogleda v hidrološke in hidravlične razmere na vodotokih, ki dejansko ogrožajo urbani del Mola. Na tej sliki, ki je prikazana, je pa v bistvu tudi na atlasu voda, je prikazano z rumeno barvo na področje Bare, ki nas v bistvu največ ogroža in smo ga tudi občutili v leta 2010, potem je ta ogroženost na vzhodu in tudi nekaj na severu Mola. Torej, če gremo, pripravili smo z podjetjem Izvor, smo šli v elaborat, se pravi, da smo glede na predlagane lokacije, takih lokacij je bilo približno 40, smo si v mestu Ljubljana ogledali, kje bi v bistvu bila najbolj potrebno postaviti ta senzorska mesta. Za razliko od ARSO-ta, kjer pač postavlja samostojne fiksne enote, mi postavljamo svoje merilne mesta bodisi na mostove, ki so v domeni Mola, nekaj tudi v Darsa in DRSI-ja, in na dveh zadrževalnikih, en je na Mihovem Štradonu in drugi je pri Tehnološkem parku v Rožni dolini. Pa gremo naprej. Ok, to je zdaj samostojno, ko smo pač izbrali, smo torej 16 različnih merilnih mest. Tukaj na tem seznamu se vidijo približno, se pravi, na Ljubljanici so 4 merilna mesta, Podpeč, Lipe, na avtocesti ter na Livadi. Merimo tudi 2 merilna mesta na Iški, Lipe, Tomišelj, Ižica, Hauptmann, Ižanska cesta v Trnovem. Na Mihovem Štradonu je v bistvu narejen nov zadrževalnik vode, ki se v bistvu ki se pač zapre v primeru povišanih voda na obeh straneh. Torej, potem imamo še Glinščico, se pravi, tako imamo en merilnik v Podutiku in drugi zadrževalnik Brdo. Na Gameljščici, eden je v srednjih in spodnjih Gameljnah, Dobrunščica, Sostro in Podra. Na tej sliki, ki je tukaj narisana, je v bistvu kompletna, je v bistvu mapa 33 merilnih mest. Zeleno barvo so označene tiste, ki smo jih pač realizirali, z oranžno tiste, ki se pač jih trenutno v tem momentu niso, ker so nam pač, bom rekel, malo smo, denarja je bilo v projektu točno toliko, da smo pač pravzaprav smo zelo veliko realizirali. Seveda se je pa sistem tako narejen, da v bistvu lahko kadarkoli v naslednjih korakih dodajamo oziroma odvzemamo nova merilna mesta. Željko? Ja, smo konec. Počasi k sklepni misli. Uporabili smo 2 vrsti senzorjev, enega malo cenejšega, to je ta na levi, ki ob tem, da je cenejši, omogoča tudi merjenje temperature, vlage in ostalih stvari, in tega na desni strani spodaj in zgoraj. Verjetno jih boste zasledali tudi na Livadi in po stovih zdaj so že kar vidni. Eden je bolj natančen, ta na desni, bom rekel, bolj natančen, ima več performans, ki pač omogoča marsikaj, medtem ko ta drugi je cenejši in pač ima nekaj manj. Torej, če gremo še čisto proti koncu, v fazi smo zdaj približno 4 mesece, opazujemo te podatke, kaj se dogaja na področju. Naš cilj končni pač je, da bomo pač te podatke objavili v odprti obliki na podoben način, kot trenutno ARSO počne, se pravi, to je ta XML zapis. Podatki bojo na voljo vsem, interpretacijo pa pač bomo seveda delali, seveda bojo pač podatki informativne oblike, tako kot za ostale. S tem bi jaz zaključil, upam, da nisem grozno prekoračil, zdaj pa za mano moji kolegi bojo predstavljali seveda še ostale zadeve, ki so tudi povezane z tem. Hvala. Hvala lepa, ja, to je res 5 minut tako hitro mine, da kar težko verjamemo. Hvala lepa, Željko Gudžulič z Mola, za to predstavitev. Hitimo naprej. Ram Dušič Hren, fizik in podjetnik z ogromno strastjo do trajnosti in naravnega okolja. Po letih dela v domenah raziskovalne dejavnosti, tehnologije in podatkovne znanosti je svojo energijo usmeril v delo na projektih v povezavi s trajnostnimi poslovnimi modeli, digitalizacijo in okoljem. Njegova predstavitev današnja nosi naslov Rešitve iz Green Hacka. Izvolite, Ram Dušič Hren, beseda je vaša.
Ja, živjo. Pozdravljeni, živjo. Evo. Ja, jaz bom v bistvu nadaljeval Željkovo predstavitev. Zdaj na podlagi te merilne infrastrukture, ki je bila na novo postavljena, ki jo je Željko opisal, smo mi v bistvu formirali izziv za ekipe na GreenHacku. Zdaj GreenHack je bil hackathon, ki je potekal novembra lani, blazno aktiven in zanimiv event, se spomnim še čez noč so letela v bistvu vprašanja ekip, tako da so bili vsi ful angažirani. In moja prezentacija je v bistvu sam, da vas na hitro sprehodam čez to, kakšne rešitve so zdaj oni naredili na tem hackathonu. Zdaj, podatki, ki generira ta novo postavljena merilna infrastruktura, so zdaj čisto v surovi obliki. In izziv zdaj v naslednjem koraku je, kako zdaj te surove podatke uporabiti v digitalnih rešitvah, zato da bo imeli na koncu neko največjo uporabno vrednost za prebivalce mola in za ostale deležnike. In to je bil v bistvu izziv, ki smo ga mi postavili udeležencem na hackathonu, na čemer so delali potem cel vikend. Zdaj, kaj smo jim mi dali? Mi smo jim dali v bistvu API do surovih podatkov in s tem so oni imeli dostop do vsega, kar prihaja iz te senzorike, ki jo je Željko opisoval, in na podlagi tega so delali svoje rešitve. In zdaj tako, če potegnemo neko skupno linijo, 4 ekipe smo imeli na hackathonu, in če potegnemo neko skupno rdečo nit, kam so v bistvu vse te rešitve težile, pravzaprav se je vrtel okrog učinkovitega obveščanja, kar ima v bistvu zelo veliko smisla, se pravi uporabiti te podatke za to, da čim prej in čim bolj učinkovito sprožiš neko akcijo. In zdaj, blazno fascinantne so bile rešitve in nekatere prav že zelo izdelane. Vas bom na hitro sprehodil čez vse 4, pa vam pol sam še omenjam večkrat bolj podrobno zmagovalno. Zdaj, predvsem so bili tukaj ključni neki smiselni notificationi oziroma obvestila o nevarnosti. Ta druga ekipa je imela tudi zelo zanimivo zamisel, in sicer chatbot, ki ti v bistvu pomaga na koncu tudi najti neko najboljšo akcijo. Torej, če je recimo neka poplava, kako zdaj, recimo po kateri poti iti, da se izogneš poplavi ali pa da prideš do neke zbirne točke. Tudi teli drugi 2 ekipi sta v bistvu že kar zelo izdelano rešitev imeli z zelo lepimi vizualizacijami v bistvu. Da si tole zaprem. Ja, ta zadnja ekipa na desni, ta je pa bila na koncu zmagovalna, pa vas bom čisto na hitro sprehodil čez njihovo rešitev, so imeli v bistvu tudi že zelo izdelan poslovni model. In pravzaprav so se osredotočili na platformo, ki združuje dva glavna elementa. Torej, na eni strani imamo prebivalce, ki seveda hočejo biti pravočasno obveščeni in vedeti, kaj se dogaja. Na drugi strani pa seveda input za občino, ki pa seveda hoče imeti nek overview, kaj se sploh dogaja in katere recimo sile morajo mobilizirati za to, da čim bolj učinkovito rešijo situacijo. In pravzaprav so oni zbirali torej podatke iz teh naših senzorjev, se pravi podatke o vodostajih, podatke o vremenu in napovedih in pa zgodovinske podatke, na podlagi katerih se seveda lahko naredijo modeli, na podlagi katerih lahko delaš tudi neke smiselne predikcije, kaj se bo iz tega zgodilo. In na podlagi vsega tega so seveda naredili rešitev, ki zdaj predvideva, a bo na določenem območju poplava ali ne. In na podlagi tega izda obvestila tako občanom, kot tudi občini in pač vsem potrebnim službam, da lahko urgirajo na podlagi tega. So pa pomislili tudi na v bistvu zelo pomemben aspekt tega, ki je seveda poslovni model. Torej, na eni strani ta javni servis, so zelo dobro napisali to save lives, torej dejansko uporabna vrednost za prebivalce, za končne uporabnike,
In pa na koncu, na drugi strani so pomislili tudi na pravzaprav zavarovalnice, ki pa od tega imajo lahko tudi zelo pomembno poslovno korist. Tako da, toliko na hitro, evo iz moje strani, kakšne rešitve so dosegli na hackathonu. Zdaj, če ima kdo kakšno še potem vprašanje ali pa če bi želel vedeti kaj več, nas lahko kontaktira. To pa je v bistvu to iz moje strani, evo, se bom kar držal striktnega časa. Hvala. Hvala lepa, Ram, ja, zelo ste se držali tega okvira, to je bil res tak elevator pitch, ampak odlična navezava na prejšnjo predstavitev, tako da to sta bili dve taki res povezani predstavitvi z področja okolja. Nadaljujemo pa dve predstavitvi dobrih praks z področja mobilnosti. Še enkrat hvala Željku in Ramu. Zdaj pa prehajamo naprej. Dobri praksi nam bosta predstavila dr. Matevž Pesek in Matej Cerar. Najprej dr. Matevž Pesek, docent na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s procesiranjem signalov, pridobivanjem informacij iz glasbe in e-izobraževanjem, strokovno pa aktiven na področju mobilnosti vse od leta 2019, ko je soustvaril spletno storitev autolog.si. Njegova predstavitev danes ima naslov Točen.si, vse oblike mobilnosti na enem mestu. Izvolite, Matevž. Se opravičujem, sem imel muten mikrofon. Najlepša hvala. Ja, moje ime je Matevž Pesek. Nekako ta projekt tudi izhaja iz DEAS-a na nek način, kjer smo kot eno od teh glavnih stvari imeli mobilnost in smo v okviru tega postavili API dostop do različnih podatkov o mobilnosti. Kot je moderatorka omenila, tisti, ki še ne poznate, mi smo pred parimi leti začeli s to mobilnostjo na področju z avtologom, kjer lahko preverite vse podatke o rabljenih vozilih in seveda trenutno imamo nekaj čez 2000 dnevnih uporabnikov, ki preverjajo svoje podatke in se predvsem poskušajo izogniti takim grafom, kot jih vidimo tukaj, ali pa mogoče tukaj, ali pa mogoče tukaj gre za napako, seveda, ampak vseeno to napako je uporabnik vedel, ko je dobil zapisnik, pa je mogoče ni preveril, zdaj jo pa vidi. Ali pa mogoče takole, predvsem pri nemških znamkah se izkaže, da so kilometri bolj sinusoida kot pa daljica. In zdaj v letošnjem letu smo rekli, ok, gremo mogoče naprej iz mobilnosti na splošno v bolj trajnostno mobilnost, in smo naredili Točen.si. Kaj je Točen.si? V bistvu vzeli smo en kup podatkov, ki so na voljo za Mestno občino Ljubljana, LPP-ji, torej avtobusi, prihodi, realno časovne lokacije avtobusov, Avant2Go kot nek shared mobility in seveda bicikl kot malo bolj trajnostni shared mobility, pa seveda parkirišča v mestni občini, kjer nas pa tudi seveda včasih zanima, zvečer v petek hočemo iti v opero in nas zanima, če lahko parkiramo v tej garažni hiši, ki je zraven. Te podatke smo vse zlili skupaj v en enoten API dostop in preko tega API dostopa lahko podatke enovito serviramo poljubni aplikaciji. API je še vedno odprt, tako da je na voljo tudi za kakšne druge integracije z drugimi aplikacijami. Mi pa smo se osredotočili na to, da v bistvu nas včasih pa res zanima, recimo jaz tukaj, ko sem na večni poti na Fakulteti za računalništvo, če hočem jaz z busom domov z 18, če hočem mogoče vzeti Avant2Go ali pa mogoče vzamem kolo in kakšna je zasedenost oziroma kdaj avtobus pride. Točen.si je tako mobilna aplikacija kot spletna aplikacija, lahko se naložite na Android, na iPhone ali pa tudi preko brskalnika jo uporabljate in na njej seveda vidimo, tako kot sem rekel, realno časovne lokacije avtobusov, njihove prihode za posamezno postajo, lahko preskačemo med postajami iz centra v center, tudi tam, kjer postaje niso tako blizu, da bi jih na zemljevidu hitro opazili, iščemo po postajah in tako naprej. Seveda, kot sem rekel, včasih se tudi še vedno tudi v Ljubljani vozimo z avtom, kar pomeni, da nas zanimajo tudi parkirišča in kakšna je zasedenost, zato da ne bomo krožili po Ljubljani predolgo časa, ampak bomo točno vedeli, da se nam splača mogoče zaviti v drugo garažno hišo ali pa parkirišče, ki je bolj prosto. Najlepša trajnostna mobilnost je seveda kolo, tako da tam nas zanima, ali lahko na drugi strani kolo pustimo, parkiramo, če je prosto mesto na
na lokaciji, oziroma če si lahko kolo izposodimo, če je kakšno kolo prosto. Med drugim za bolj mogoče tiste primestne, lahko tudi gledamo, kje te trase LPP potujejo. Skozi Ljubljano, skozi center gre večina avtobusov, ampak dejansko avtobusi grejo tudi v Medvode, LPP ali pa v Polhogradec in tako naprej. Torej, malo se širimo iz samega centra Ljubljane tudi ven na periferijo, kar je super, ker s tem v bistvu vzpodbujamo trajnostno mobilnost. Znotraj Ljubljane ni težko kolesariti, zunaj Ljubljane pa malo težje mogoče iz Medvod ali pa Grosuplja priti v Ljubljano s kolesom in takrat sploh v deževnih časih ali pa zimskih časih raje uporabimo kakšno drugo trajnostno mobilnost, kot je recimo avtobus. V kratkem nameravamo narediti multimodalno planiranje poti, predikcije glede na zunanje dejavnike, tako da lahko mogoče uporabniku tudi priporočamo, katere so boljše variante. Konec koncev dodajanje drugih oblik mobilnosti, trajnostne mobilnosti, skirojev, shared skirojev, individualnih prevozov, taksijev in tako naprej je tudi naš cilj. In seveda širitev na druge občine in skupnosti. Mi smo zdaj v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana lahko naredili ogromno, zato ker Mestna občina Ljubljana ima ogromno podatkov. Nedvomno imajo tudi druge občine ogromno podatkov, ampak verjetno še ne v taki obliki, kot bi si jo želeli. Zato smo seveda odprti za sodelovanje in poskušamo oziroma si želimo sodelovanja tudi z drugimi občinami, ki mogoče tega še nimajo, da jim pomagamo priti na ta nivo, kot ga imamo recimo že v Mestni občini Ljubljana. V primeru, če vas karkoli zanima, nas lahko seveda kontaktirate in seveda vas vabim k prenosu aplikacije in uporabi naše aplikacije. Najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Matevž Pesek. Vprašanj nekako ni bilo posebnih, zato predlagam, da kar nadaljujemo. Tudi z področja mobilnosti naslednja predstavitev in sicer k besedi vabim še Mateja Cerarja z Mestne občine Ljubljana. Matej Cerar, vodja novo nastalega oddelka za digitalni razvoj in inovacije v službi za digitalizacijo MOL-a, katere glavni projekt v naslednjih letih bo vzpostavitev urbane digitalne platforme, ki bo povezala trenutno razdrobljene servise, pri katerih občanke, občani prejmejo in upravljajo s podatki o okolju, prometu, ponudbi javnih storitev, turističnih zanimivostih in tako naprej. Njegovi predstavitvi je danes naslov Uporaba odprtih podatkov v mobilnosti v Mestni občini Ljubljana. Izvolite, Matej. Ja, če tudi nisem unmuted, sledim očitno Matevžu, tako da, ampak če doktorju ne uspe, pa je tudi meni malo pravično. V glavnem, dobrodošli v Ljubljani, v najlepšem mestu. Moje ime je Matej Cerar, prihajam iz službe za digitalizacijo. Se opravičujem, da bo prezentacija v angleščini, sem mislil najprej, da bo to mednarodni dogodek, ampak da vsi znate. V bistvu v Ljubljani, ko se sprašujemo, ali bi uvedli neko rešitev, se vprašamo o treh stvarih. Ali bo ta rešitev izboljšala kvaliteto življenja naših občank, občanov in obiskovalcev, ali bo povečala produktivnost in ali pripomore k bolj trajnostni družbi. In zato v zadnjih 10 letih, če samo na hitro prikažem najključne projekte, kot pa vidite, so večinoma infrastrukturni. Zdaj upamo, da z novo nastalo službo za digitalizacijo, da se bo tudi na digitalnem področju Ljubljana še bolj okrepila, kjer pa skušamo slediti tem principom. Zdaj, ključno je, da govorimo vsi, da so podatki so gorivo in gotovo res so, ampak gorivo ne pomaga prav veliko, če nimamo nekega vozila, v katerega ga natočimo, če nimamo cest, po katerih se vozijo ta vozila in predvsem, če nimamo nekih usposobljenih voznikov, ki znajo varno in pravilno uporabljati vozilo in podatke. Ob tem sledimo tudi tem nekim načelom, ki so zapisane na desni, verjamem, da dosti hitreje berete, kot jaz lahko govorim, tako da bom v interesu časa kar šel dalje. Omenila je že gospa Katja urbano digitalno platformo, ki sicer ni predmet naše predstavitve, ampak zelo na kratko želimo priti iz tega stanja, ki je nepovezano, v stanje, ko imamo neko enotno komunikacijsko platformo, tako navzven kot navznoter, kar omogoča potem tudi zelo lahko integracijo novih vertikal, kjer je gotovo mobilnost ena izmed prednostnih. V okviru projekta DEAS, ki je bil že večkrat omenjen, smo identificirali v Ljubljani naslednje odprte podatke, ki so dosegljivi.
Spet tukaj so samo našteti, zdaj bom pa na kratko se sprehodil, kako so trenutno uporabljeni podatki v Ljubljani, kako so torej dostopni. Eno izmed njih je gotovo štetje kolesarskega prometa. Imamo več števcev v Ljubljani, kjer pa kot vidite je sicer trend je pozitiven, da se vedno več, kar nas veseli, ampak kot vidite gre tukaj za neko Excelovo tabelo, kar je zelo, bi jaz rekel, iz prejšnjega stolita pristop, tako da ravno kar zdaj poteka projekt skupaj s Frijem, kjer želimo to aktualizirati, da so te podatki postanejo aktualni, ažurni, da se stalno posodabljajo. Smo pa zdaj v fazi, jaz bi rekel, ko se vzpostavlja sam projekt in se gleda, da so podatki pravilni in se popravlja razne nepravilnosti, potem, ko bo to pripravljeno, bomo pa to odprli na osnovno podatke za naše občane in občanke in vse ostale zainteresirane. Drugače ti grafi prikazujejo uporabo, zanimiva je ta rdeča črta, ki prikazuje, koliko se ljudje vozijo v napačno smer, torej po drugi strani kolesarske steze. Potem je dobro tudi, da takoj lahko dobimo informacijo, če kakšen senzor ne dela. To je razporeditev po dnevu, kako kolesari, kako je intenziteta in tudi zanimivost, bomo to heatmap, torej kje se največ zbirajo kolesarji. Še dve drugi uporabi. Ena je chatbot, ki ga omogoča Facebook, ki je aktiven, lahko zapišete razne, kar vas zanima, tudi podatke s mobilnosti in bo chatbot vam ponudil informacije. Druga stvar, ki je zelo pomembna v Ljubljani, je Urbana. Urbana se sedaj ravno kar posodablja. Želimo, da bi postala bolj sodobno, torej in plačilno in identifikacijsko sredstvo, s katerim bo možno uporabljati torej vse oblike mobilnosti. Trenutno se lahko uporablja avtobus in bicikel, torej bike sharing. Želimo pa, da bi omogočala tudi neko multimodalnost, torej v bistvu bi radi vključili tudi neko vrsto točen.si v našo Urbano, ki bi s tem še bolj olajšala vsakodnevno uporabo vseh mestnih storitev. Bo pa ta Urbana tudi potem vključena v to digitalno platformo, ki jo vzpostavljamo. Za zadnjo stvar bi rad prikazal še Prominfo. To je naš portal, ki vsebuje vse informacije z področja prometa. Bom na hitro samo prikazal, kako izgleda, in sicer prikazuje zapore cest, prikazuje vse zapore, prikazuje kakšna je gostota prometa iz DRSI-jev in druge dogodke. Potem imamo za pešce, je glede podsmene tovarištva, so tudi pitniki, so tukaj, kje se nahajajo, kako je s kavalirji in kje so javni WC-ji. Za kolesarje so tukaj podatki o bicikl, o zasedenosti posameznih postaj, pri čemer večina verjetno uporablja aplikacijo, ki omogoča rezervacijo. Imamo tudi števci, to je tisto, kar zdaj nadgrajujemo, bo v kratkem tudi vključeno, in še kolesarske steze. Za javni promet imamo, kakšne so poti EPP-jev, kje so urbanomati, taksi službe in glede železniških postaj. Motorni promet, torej za avtom, kje so garažne hiše, torej to je podobno, kot je tudi dr. Pesek že v njihovo aplikacijo, isti API uporablja. Garažne hiše, parkirišča, kjer so park and ride, od DRSI-ja imamo tudi kamere, Darsove, kje so elektropolnilnice, tudi vključeno to, kar mislim, da bojo tudi dodali v točen.si, car sharing, torej predvsem van-to-go zdajle, števci prometov, tudi povprečne hitrosti in potem še parkirne cone. Tako, to v bistvu bi bilo na kratko vse. Zaključil bi samo še s tem, da Ljubljana je naš slogan, da smo tukaj za vas, torej Ljubljana in mestna uprava obstaja za naše občanke in občane in želimo, da imajo čim lepšo izkušnjo bivanja in obiskovanja Ljubljane. Dobrodošli. Hvala lepa za vašo predstavitev. In z njo tudi zaključujemo ta sklop o mobilnosti, torej predstavitve konkretnih primerov. Torej obema res lepa hvala, zelo zanimive rešitve oziroma uporabne za vse nas, ki smo tukaj prav iz centra. Gremo pa na področje kmetijstva
In sicer nam bo prvi primer iz prakse predstavil Franci Klavš, ki je tudi član ekipe, ene zmagovalnih ekip na dogodku Green Hack z rešitvijo Be Smart. Mislim, da je ta rešitev bila danes že kar nekajkrat omenjena. Gre za cilj rešitve, torej je promoviranje čebelarstva, spodbujanje mladih čebelarjev. Zato kar prepuščam besedo Franciju Klavžu, kar izvolite. Lep pozdrav tudi iz moje strani v imenu ekipe Be Smart, kjer smo razvili aplikacijo za pomoč čebelarjem pri njihovi panogi. Rešitev je v bistvu začela svojo pot na lanskoletnem tekmovanju Green Hack. Tekmovanje je potekalo v več kategorijah, mi pa smo se prijavili pod kategorijo prehrana in čebele. Tam je bil cilj izziva razvoj rešitve, ki bo na področju čebelarjenja pripomogla k promociji in ozaveščanju, kako čebelariti. Prav tako je pa portal Opsi v ta namen posredoval nekaj podatkov, katere smo bolj v aplikaciji lahko uporabili. Ugotovili smo, da se danes mladi čebelar srečuje s poplavo informacij o čebelarjenju in nekatere so težje dostopne, podane na zastarel način v knjigah in brošurah. Danes pa imamo vsi radi informacije tako rekoč na dosegu roke, takrat, ko jih potrebujemo. In namen aplikacije je, da v bistvu s svojim konceptom priročnika spodbuja mlade čebelarje in jim nudi znanje na enostaven način, obenem pa jih tudi olajša spopadanje z določenimi izzivi, kot so na primer širjenje nalezljivih bolezni. Pa če bi mogoče lahko kot demonstracijo preko videa izvedem, upam, da se vidi. Sama aplikacija vsebuje kar nekaj pripomočkov, ki na različen način pomagajo čebelarju. Se pravi, naprimer na interaktivnem zemljevidu lahko vedno preverijo, če je v njihovi bližini prišlo do izbruha čebelam nevarne nalezljive bolezni. Pridobijo lahko tudi ažurne informacije in s tem ostajajo ozaveščeni o dogajanju. Za skrb čebelnjakom je tudi vedno na voljo pregled opravil, ki jih morajo postoriti. Prav tako pa svoje znanje lahko preverijo in obnovijo v priročniku, ki jim nudi več različnih poglavij tem o tej panogi, prav tako pa tam lahko rešujejo kvize. Pa če se vrnem nazaj, naša rešitev se je prav tako po zmagi na Green Hack udeležila evropskega tekmovanja DigiEduHack, ki pa pod okriljem Združenih narodov išče najbolj inovativno izobraževalno aplikacijo. Izmed več kot 200 prijavljenih pa se je naša rešitev na koncu prebila med 12 finalistov, med katerimi pa bodo zmagale najboljše 3 rešitve. In zmagovalca določi glas ljudstva, zato bomo res veseli, da nas podprete. Trenutno smo na 2. mestu, ta informacija je 94 glasov. Na srečo ni več ažurna, upamo, da je bo še veliko več. Na koncu velja tudi povabilo k sodelovanju vsem, ki bi lahko pomagali pri vsebinski dodelavi aplikacije, zato da bomo lahko to tudi izdali na koncu. Hvala za pozornost. Hvala lepa za predstavitev. Samo kratek pogled na naš klepet. V klepetu se dogaja kar marsikaj zanimivega, zato vas vabim, da mogoče kliknete vmes tudi tja in pogledate, ker so povezave in zanimive informacije. Mi pa nadaljujemo še en konkretni primer z tega področja. Predstavila nam ga bo Nika Mesner. Nika Mesner ima več kot 15 let delovnih izkušenj na področju razvoja prostorskih in nepremičninskih podatkovnih zbirk, od tega kar velik del, 10 let na Geodetskem inštitutu. Njena predstavitev danes pa ima naslov Arvijo orodja, razširjamo obzorja nepremičnin. Nika, izvolite, beseda je vaša. Hvala, samo malo, da delim zaslon. Vidite prezentacijo? Torej, prihajam iz podjetja Arvijo in danes bi vam predstavila izkušnje, ki jih imamo pri razvoju naših produktov in storitev z odprtimi podatki. Najprej na kratko, s čim se ukvarjamo. Se pravi, naše ključno poslanstvo je, da razvijamo produkte in storitve za strokovnjake na področju trga nepremičnin, kot so nepremičninske agentje, banke, cenilci in pa seveda tudi splošno prebivalstvo takrat, ko se sooča z nakupom ali pa prodajo nepremičnine.
Skratka, kaj počnemo? Uporabljamo nepremičninske in prostorske podatke in potem z različno naprednimi analizami podatkov, od nekih enostavnih do naprednih statističnih, strojnim učenjem, optično prepoznavo, pač razvijamo produkte, ki jih naše stranke pač uporabljajo v svojih procesih dela. Moče za ilustracijo par primerov. Bi rekla, kar naš paradni konj je ocena vrednosti nepremičnin, ki jih ponujamo v aplikacijah Portfolio in Amas. Tukaj na podlagi zgolj identifikatorja nepremičnine oziroma naslova izdelamo oceno vrednosti nepremičnine. Tukaj smo skladni z vso bančno zakonodajo z tega področja, standardne cenitve nepremičnin in končni izdelek je tudi tako cenitveno poročilo, ki ga vidimo na zaslonu in vsebuje pač praktično vse informacije, ki jih ocenjevalec vrednosti mora izdelati. Toliko za ilustracijo, da so pač postopki popolnoma avtomatizirani. Ravno pač v času, ko sem to pripravljala, smo izvajali cenitev okrog 5000 nepremičnin. In to je bilo izvedeno v enem dnevu skupaj pač s takimi individualnimi poročili. Druga stvar, ki je zanimiva, mogoče tudi za vsakega izmed nas, je Property IQ. To je pač orodje, s katerim izvajamo analizo nepremičnine. Tudi to z enim klikom pač pridobite vse informacije, ki jih morate poznati o nepremičnini v času nakupa. Ja, in tudi aktivno spremljamo pač stanje na trgu nepremičnin, zato da znamo našim uporabnikom povedati, kaj je tista optimalna cena, se pravi, odgovoriti na to težko vprašanje, za koliko največ lahko prodam svojo nepremičnino in za koliko najmanj jo lahko kupim. Nimamo magične krogle, ampak to izvajamo z naprednimi analizami podatkov prodajnih cen. In pa še tretjo, ki sem jo izbrala, energetsko učinkovitost stavb. Tu gre za čisto novi produkt. Tukaj pa s strojnim učenjem na podlagi izdanih energetskih izkaznic znamo za vsako stavbo v Sloveniji povedati, kakšna je njena energetska učinkovitost, kakšna je poraba energije, kakšne so njene emisije. Skratka, kar počnemo je pač zagotavljamo informacije o nepremičnini, pač mislim bolj osredotočeni na trg nepremičnin in tukaj pač seveda izhajamo iz podatkov. Zdaj v Sloveniji imamo zelo dobro pokrite nepremičninske podatke, mi jih pridobivamo iz portala e-geodetski podatki, tukaj pridobivamo podatke, nepremičninske podatke geodetske uprave, prostorske podatke iz prostorskega informacijskega sistema MOPA. Tukaj bi oba portala zelo pohvalila, ker so res pač visoka transparentnost, metapodatki so na voljo, spletni servisi in pač za nas, ki uporabljamo te podatke za razvoj storitev, je to res zlata vredno. Na drugi strani, če smo to sem pač povedala zdaj primer za slovenski trg, se trenutno pač oziroma tudi na tuje trge. In tukaj je pač stvar malo drugačna. V državah, kjer so zainteresirani za naše produkte, se soočamo najprej z netransparentnostjo podatkov, se pravi, sploh razpoložljivost podatkovnih zbirk o nepremičninah in prostoru, se pravi, kaj obstaja. Potem, ko končno pridemo do tega podatka, kaj obstaja, ugotovimo, da so nekateri podatki tudi zaprtega tipa, kar nam predstavlja težavo. Recimo podatki o prodajah so v Sloveniji javni, v nekaterih državah pa so recimo na voljo samo za pooblaščene ocenjevalce nepremičnin in to še registrirane pač v določeni državi. Potem manjkajo metapodatki, podatki so tudi v PDF obliki, kar sicer jih znamo prebrati z drugačnimi načinami, ampak je pač bistveno lažje strojno. In poleg tega so tudi podatki plačljivi. Tako da pod črto v bistvu za vzpostavitev podatkovne infrastrukture za naše produkte imamo v Sloveniji, ker je pač visoka odprtost podatke napram tujini, pač
bo v tujini višja cena, ki se na koncu pač izraža tudi v višji ceni naših produktov. Tako, da ostanem v časovnem okvirju, bi potegnila kar zaključke. Se pravi, to, kar sem do zdaj povedala, smo pač s produkti in storitvi, ki jih delamo za slovenski trg, smo pač izredno zadovoljni z odprtostjo podatkov, zelo dobra transparentnost podatkov, ažurnost in tudi sami dostopi. Na samih portalih OPSI in SPAR mogoče malo pogrešamo ažurnost nekaterih zbirk, ne vseh, pač nekatere, s katerimi smo se soočali. In tudi pač opažamo, da je mogoče stopnja, kaj bi rekla, odprtosti je raznolika med samimi upravljalci. Tako, na tem mestu bi zaključila, če kogarkoli še kaj več zanima, pa smo seveda na voljo. Hvala lepa. Hvala lepa, Nika Mestner, za vašo predstavitev, s katero smo tudi ta sklop zaključili konkretnih primerov. Zdaj pa gremo na sklepni del, če temu tako rečem, in vabim Alenko Pšeničnik z Ministrstva za javno upravo, da nam predstavi novosti portala OPSI in spregovori tudi o tem, kaj kažejo poročila o stopnji zrelosti odprtih podatkov in seveda kakšni so tudi prihodnji izzivi na tem področju. Alenka, izvoli. Dober dan, še z moje strani, sem Alenka Pšeničnik, članica ekipe OPSI, ki delujemo na Ministrstvu za javno upravo. Sedaj smo se pa razširili oziroma svoje pristojnosti podelili tudi službo za digitalno preobrazbo. Mogoče bi vas samo seznanila, da je bil decembra, je minilo 5 let od vzpostavitve našega nacionalnega portala odprtih podatkov Slovenije in je trenutno, vsaj z meta podatki, objavljenih preko 6500 evidenc in zbirk. Zdaj več o aktivnostih ne bi govorila, ker je o tem govoril že naš oziroma državni sekretar, gospod Peter Gršak, in bi se osredotočila na poročilo o zrelosti podatkov za leto 2021, ki ga vsako leto izda Evropska komisija. Slovenija se je v letu 2021 uvrstila dejansko na odlično 9. mesto. Ocenjenih je bilo poleg 27 držav Evropske unije tudi, bile so ocenjene tudi države EFTA in pa Črna Gora in pa Združeno kraljestvo, tako da je sodelovalo pri ocenjevanju 34 držav. Na podlagi poročila smo bili seznanjeni z določenimi ugotovitvami in sicer poročilo, ki ga pripravlja Evropska komisija, dejansko predstavlja napredek, ki so ga evropske države dosegle pri spodbujanju objave in ponovne uporabe odprtih podatkov ter različne prednostne naloge, ki so se jih zastavile, da bi to omogočile. Slovenija je v letošnjem letu, tukaj tudi vidite iz grafa, dosegla dejansko 92% vseh točk, kar vam tudi pomeni, da smo države zelo blizu skupaj. Sicer smo se mi uvrstili v drugo skupino, to je v skupino hitrih sledilcev, ampak če nekako pogledamo 92% osvojenih točk, to smo res dejansko vsi zelo na kupu. Če vas mogoče vam povem, da prva država v lanskem letu je bila Francija, sledila je Irska, na 3. mestu je bila Španija. Tukaj pa vam lahko povem, da Slovenija sodeluje z Irsko pri funkcionalnostih, pri rešitvah glede portalov, tako da skupaj razvijamo določene funkcionalnosti, ki si jih bomo tudi v prihodnosti delili. Mogoče, če vam samo vas seznanim, kako se pravzaprav ocenjuje, na podlagi česa se ocenjuje, in sicer gre za 4 kategorije. To so politika odprtih podatkov, tako kot sem že rekla, tukaj smo letos oziroma lani osvojili 1. mesto, tukaj se upošteva okvir nacionalne politike, upravljanje odprtih podatkov in izvajanje politike odprtih podatkov. Potem drugi kriterij je vpliv odprtih podatkov, tukaj gre za strateško ozaveščenost, politični vpliv, družbeni vpliv, vpliv na okolje in gospodarski vpliv. Tretjo se potem seveda ocenjuje sam portal odprtih podatkov, funkcija portala, uporaba portala, trajnost portala in pa 4. kriterije so pa
podatki oziroma njihova kakovost. Tukaj se ocenjuje ažurnost in popolnost metapodatkov, spremljanje in merjenje kakovosti metapodatkov in pa uvajanje in povezovanje podatkov. To je glede poročila. Se opravičujem, ker sama ne delim prezentacije, zato bo mogoče naprej. Če pogledamo, samo malo, se opravičujem. Jaz pa ne vidim prezentacije, pardon. A mi lahko, samo malo. A vi vidite ali samo jaz ne vidim? Alenka, mi vidimo. Trenutno imaš pregled tehničnih nadgradenj. Se opravičujem, sem imela težave z računalnikom. Zdaj, če se osredotočimo na pregled tehničnih nadgradenj oziroma izboljšav na portalu OPSI, kaj smo naredili. Izboljšali smo strojni zajem podatkov, ki nam jih posreduje Banka Slovenije, Policija in SURS. Dodan je strojni zajem iz portala PISO, dodana podpora strojnega zajema. Se opravičujem, ampak jaz imam težave s to predstavitvijo. Dodana je bila podpora strojnega zajema podatkov iz enega vira za več organizacij, dodali smo pasico za obveščanje o uporabi piškotkov, omogočanje predogled GeoJSON datotek, potem dodana je bila nova funkcionalnost komentiranja uporabnikov pri zbirkah, dodana je bila nova funkcionalnost API, programski vmesnik, ki omogoča pretvorbe datotek v druge formate in API, dostop do datotek in pa nov modul OPSI API. Tukaj je primer objave API-ja na portalu OPSI, gre za aplikacijo Ostani zdrav. Alenka, če te smem samo opozoriti, da bi mogoče počasi, da greš k sklepni misli, no, tako. Se opravičujem, predvidene aktivnosti na področju odpiranja podatkov, sodelovanje z vsemi zainteresiranimi deležniki in spodbujanje ponovne uporabe podatkov, organizirali bomo različne dogodke, pomagali bomo objaviteljem pri objavi zbirk, izobraževali in usposabljali bomo tako objavitelje kot tudi ostalo skupnost. Nadaljevali bomo s tretjo fazo vključevanja deležnikov na portal OPSI, to so občine, in pa pričeli bomo s četrto fazo vključevanja deležnikov na portal OPSI, to so javna podjetja. Aha, zdaj ste pa prekinili. A bi lahko? Alenka, se slišimo? Ja, samo zdaj se res opravičujem, jaz sem težave z internetom očitno in ne vidim niti svoje predstavitve. Mogoče mi lahko kdo od kolegov pomaga, jaz se res opravičujem, no, ampak jaz delam od doma in ne vem, imam večkrat te težave, ne vem, Aleš, bi lahko mogoče ti dokončal, če vi vidite, jaz se res opravičujem. Ni problema, Alenka, sej tehnični škrat nam jo na teh naših AVK dogodkih občasno zagode, vzamemo to v zakup. Aleš, kako si ti z to možnostjo? Bom povzela, imam v glavi, vi so tudi slide, kjer so bili, kar je še Alenki preostalo, seveda je bilo poudariti tudi zakonodajni okvir, se pravi, govorimo o tem, da se sprejema novela zakona o dostopu informacij javnega značaja, ki bo implementirala evropsko direktivo, in ta novela zakona vpeljuje ravno to obveznost API dostopa do določenih tematskih področij, opredeljuje 6 tematskih področij, geoprostorske podatke, meteorološke podatke, podatke opazovanja zemlje in okolja, statistične podatke, podatke poslovnega registra in pa podatke mobilnosti. Te zbirke iz teh področij bojo morali biti dostopne preko API vmesnikov po zakonu, in pa dodatno odpira, bom rekel, podatke, znanstvene podatke iz tega področja. Tako da
To je bilo, kar je bilo mogoče še za dodati, kar se tiče tega zakonodajnega dela, slovenskega in pa potem tudi evropskega, ki so pa pač je pa uredba o upravnih podatkih, že danes veliko kot omenjena, pa bi mogoče pa tudi tole v nadaljevanju potem ob zaključku mogoče pred sabo še ta povzetek teh zakonodajnih okvirjev po vsega tega, tako da bi mogoče Katja na tem zaključila, bom rekel, Alenkino predstavitev z vsemi tehničnimi tegobami, ki jih pač žal online dogodki prinašajo. No? Ja, hvala Aleš, ker si vskočil v Alenkino predstavitev. Vsi vzamemo na nek način to vedno znova v zakup, ti online dogodki, včasih pride, jaz rečem, tehnični škrat, ampak najlepša hvala tudi Alenki, seveda za predstavitev OPSI portala in teh dimenzij. Zdaj pa prihajamo pravzaprav res k zaključku, sklepu današnjega dogodka, zato evo, Aleš, ti bom kar nazaj, bi rekla, vrgla žogico oziroma ti predala besedo, da nekako povzameš današnji dogodek, narediš zaključke in seveda potem tudi, bom rekla, mogoče še enkrat povabiš k glasovanju za BeSmart in zaključiš in se posloviš. Tako da, Aleš, izvoli. Hvala, Katja. Lep pozdrav še vsem ostalim udeležencem. Nažalost je moja vloga zdaj takšna, da sem med zaključkom dogodka in prostim časom oziroma vašim drugim obveznostim še jaz preostal. Nekako jaz bi povzel, da sem zelo navdušen nad samim dogodkom, ki smo ga danes speljali skupaj z vami in z vsemi predavatelji, ki so bili po mojem občutku res odlični, fenomenalni. Zdaj, taka ključna sporočila, ki smo jih lahko dobili, bom rekel, teh predavanj je, pomembno je, bom rekel, če izhajam od kolegice Joane, se pravi kakovost podatkov, to je potem tudi Nika omenila pri svojem delu, pri delu z nepremičnim, tudi ostali so tudi omenjali. Ključna sporočila je seveda sodelovanje. To sodelovanje je pomembno iz tega vidika, da le skupaj bomo lahko dosegli boljše rezultate in, bom rekel, bolj prijazno družbo, če tako rečem. Potem smo nekaj slišali tudi na temo podatkovne ekonomije, podatkovnih platform, podatkovnih prostorov, podatkovne tržnice. In tudi v tem uvodnem delu je bilo zelo veliko tudi omenjeno zakonodaja. Jaz sem tudi pripravil en tak pregled, evropska zakonodaja, seveda, ki je tudi potem z nacionalno zakonodajo prenešena v naš pravni red, kateri so vsi tisti evropski predpisi, ki urejajo, bom rekel, področje podatkov. Pa če izhajam iz središča tega, se pravi, da ga pomeni Data Governance Act. Ta uredba, to, kar tudi naš državni sekretar Peter Gešak omenil, je bila konec novembra zaključen politični trilog. Trenutno poteka samo še lingvistični pregledi besedila slovenskega, in predvidoma v mesecu aprilu bi morala biti ta uredba objavljena v Evropskem uradnem listu. Zdaj, če gremo severno od nje, imamo podatke javnega sektorja, kjer so direktive odprtih podatkih, direktiva SPA, tako smo danes slišali. Obstaja tudi, bom rekel, Free Flow Data Regulation, uredba o prostem pretoku podatkov, predvsem čezmejnem, ki pa lahko omogoča to, da določenih podatkov ne dovolimo, bom rekel, izvažati preko meja Republike Slovenije ali pa kakšne druge tretje države, kar pomeni tudi z vidika nacionalne varnosti nam omogoča to neko zaščito. Potem, če se iz tega Free Flow Data preselimo na GDPR, tukaj tudi, mislim, da bo že danes omenjeno, govorimo o osebnih podatkih, ključna stvar za zasebnost, tudi eden od elementov današnjega sporočila bo rekel zasebnost, ki jo je omenila Barbara Rovere. Potem je pa pod DGA-jem Data Act, to je pa predpis, ki je bil 23. februarja osnutek objavljen v EU-ju in dejansko ureja področje podatkov zasebnega sektorja in deljenja teh podatkov in uporabe teh podatkov, tudi strani države. Tako da ta stvar bo se tudi v nadaljevanju bilo aktualna. In pa Digital Market Act, ki tudi v enem delu omogoča delo s podatki. Tako da to so taki evropski predpisi, ki nam bojo opredeljevali življenje. Če nadaljujem potem z enim povzetkom, kaj smo še danes slišali, API, REST API, se pravi, mi bomo morali iti v to smer in tudi, bom rekel, bi bil podan predlog Strateškemu svetu za digitalizacijo, da bi enega od ukrepov pri spodbujanju ponovne uporabe podatkov
uporabljati tudi, bom rekel, mogoče mehanizem pri javnih naročilih, da pri razvoju ali pri nadgradnji informacijskih sistemov se obvezno ugradi dostop preko API do podatkov, ki niso osebni. Se pravi, da bi to nekako že privzeto imeli pri informacijskih sistemih, ki nastajajo, da imajo možnost dostopa preko API. To je tudi mogoče moj poziv podjetjem, ki s tem počnejo, da tudi mogoče na svoje stranke apelirajo, da se pač razmisli o tem, ker je lažje to narediti na začetku, kot potem v nadaljevanju. Obveščanje ljudi, primer poplav, mobilnost, se pravi spodbujanje mobilnosti s pomočjo podatkov, kje so kakšne stvari na voljo, izobraževanje, to je pomembna stvar, tudi BeSmart želi z pomočjo podatkov pripraviti podporo mladim čebelarjem, ker je ta prenos znanja seveda zelo otežen, ker starejši čebelari pač bi morali ta znanje prenesti in z digitalnimi orodji lahko olajšamo izmenjavo znanja. Na koncu, kar mi predstavljajo izziv pač meni na ekipi, je pa ta, ko je Nika omenila Mestner, raznolika stopnja odprtosti v Sloveniji. Še vedno smo relativno dobri v Sloveniji, vendar še vedno imamo neke razlike med določenimi inštitucijami. To je izziv. Žal je ekipa, pa upam, da ne reči, izgleda kot jamranje, majhna ekipa, tako da tukaj računam na vašo pomoč in sodelovanje vseh, ki delujete v tem ekosistemu odprtih podatkov, da nam sporočate, kje so težave, da pomagamo skupaj z vami odpreti določene podatke ali pa težave, ki so, ker dejansko 4, ki se s tem ukvarjamo, pa niti ne full time, težko zajamemo vseh 6000 zbirk. In tukaj pač res računam na vašo podporo, da nam pomagate, kako odpreti tiste ključne zbirke podatkov, ki bojo pomagali tej državi, da bomo izboljšali. Kakor je že državni sekretar omenil, naš cilj je, da pač pridemo na prvo mesto v EU. Jaz mislim, da smo sposobni in z vašo pomočjo bomo to dosegli. Tako da, Katja, jaz bi na tej točki zaključil in ti predal besedo nazaj v studio. Hvala lepa. Tako kot visoko organizirana medijska hiša smo bili danes z elevator pitchi in z vsemi urniki in urami, ki smo se jih morali žal držati. Vsem se res lepo zahvaljujem, vsem nastopajočim, vsem našim govorkam in govorcem današnjim predstavitvam, tako da hvala lepa. Če ne prej, na kakšnem hekatonu se zagotovo vidimo spet ob letu na takšnem dnevu odprtih podatkov. Drugače pa, kot rečeno, če so kakšna vprašanja, karkoli, ostajamo na vezi tudi z našimi predavatelji, imate povezave, njihove maile, veliko informacij je bilo sproti tudi v klepetu. Tako da še enkrat želim vam lep dan, želim vam prijeten vikend in bom rekla, ostanite ljubitelji odprtih podatkov, tako da samo še prijeten vikend in nasvidenje.